dobre volje, kako koli, ide na vse smerje. Spoštovana predsednica vlade Republike Slovenije, magistrica Alenka Bratušek, spoštovani minister za obrambo Roman Jakič, spoštovani načelnik, general-major Bran Božič, ostali gostje, lepo pozdravljeni na današnji videokonferenci, ki jo prirejamo kot tradicionalno že s pripadniki, ki upravljajo naloge na mednarodnih operacijah in misijah ter v mednarodnih strukturah v Bruslju. Kontingent Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah kontingente bomo danes spoznali ponovno, poklicali po naslednjem vrstnem redu na Kosovo, v Bosno in Hercegovino, v Libanon ter v Mons na mednarodne strukture Slovenske vojske v tujini. Današnje javljanje pa začenjamo z uvodnim pozdravom, minister za obrambo, spoštovani Roman Jakič, izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsednica vlade, magister Alenka Bratušek, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, gospod Božič, sodelavci z Ministrstva za obrambo, predstavniki Slovenske vojske, medijev in seveda drugi cenjeni gostje. Veliko čast mi je in zadovoljstvo, da lahko zaželim dobrodošlico ob izvedbi današnje videokonference s pripadniki slovenskih kontingentov, ki delujejo v mednarodnih operacijah in pa na misijah. Tako da lep pozdrav vsem na drugi strani video, audio žice. Ob bližnjem prazniku naše domovine, ko se spominjamo odločilnih trenutkov iz osamosvojitvenih časov in pogumnih ljudi, ki so zaznamovali začetke naše državnosti, posebno pozornost seveda namenjamo tudi vam, sodržavljankam in pa sodržavljanom, ki danes kot pripadniki slovenskih vojaških kontingentov sodelujete v mednarodnih operacijah in misijah po svetu, s čimer seveda prispevate k mednarodni varnosti in stabilnosti ter nudite podporo drugim državam pri izgradnji njihovih zmogljivosti za upravljanje države. Čestitke, jaz sem zelo ponosen na vaše delo, ki ga upravljate. V 7 mednarodnih operacijah, ki jih imamo, vas je skupno okrog 350, ki v okviru 3 mednarodnih obrambno-varnostnih organizacij, se pravi pod 3 zastavami, tako OZN, NATO kot EU, delujemo oziroma izpolnjujete zaveze naše države na 3 kontinentih, se pravi v Evropi, Aziji in pa v Afriki. Uspešno se spoprijemate z izzivi na kriznih žariščih, pri čemer seveda izkazujete, in to je treba posebej poudariti, visoko stopnjo usposobljenosti, profesionalnosti in učinkovitosti, kar vam priznavajo tudi naši mednarodni partnerji. S tem na svoj način prispevate k verodostojnosti Slovenije, širite njeno prepoznavnost in dober ugled v mednarodnem okolju ter seveda kažete svojo odgovorno držo do sodržavljank in sodržavljanov, kot tudi do mednarodne skupnosti, za kar vam ob tej priložnosti izrekam zahvalo. Besedo pa predajam predstavnikov slovenskih kontingentov v operacijah, v nadaljevanju pa potem vabim tudi gospod predsednico vlade k nagovoru oziroma vključitvi v razpravo. Hvala lepa, minister. Hvala za lep uvod. Prehajamo na poročanje vodij kontingentov in najprej prehajamo na Kosovo, kjer je na zvezi vpeči poveljnik slovenskega kontingenta v operaciji Joint Enterprise, podpolkovnik Anže Rode. Anže, beseda je vaša. Hvala. Lep pozdrav vsem v Slovenijo, spoštovana predsednica vlade, gospod minister, general Božič, vsi prisotni. Poslanstvo 29. kontingenta KFOR je, da z enotami in posamezniki zagotavljamo varno in stabilno okolje
in pa svobodo gibanja na območju operacije, to je Kosovo. Opravljamo najodgovornejše naloge v poveljskih enotah KFOR, med drugim dolžnost namestnika poveljnika večnacionalne bojne skupine Zahod, namestnika poveljnika regionalnega poveljstva Sever, vodijo skupino za implementacijo sporazuma NATO-Srbija in druge odgovorne naloge. Opravljamo varovanje objektov KFOR-ja, patroliranje na območju manjšinskih enklav, zagotavljanje hitrih odzivnih sil, zagotavljanje taktične rezerve za potrebe poveljnika KFOR-ja, spremstvo premikov pripadnikov Srbske pravoslavne cerkve, dnevno delujemo z skupinami za povezavo in spremstvo z vsemi vladnimi, nevladnimi organizacijami, civilnim prebivalstvom vseh manjšin in skupin, ki so na Kosovu. Zagotavljamo helikoptersko podporo in pa zbiramo in posredujemo obveščevalne podatke. Posebnost našega kontingenta je, da je napoten za 7 mesecev od 30. marca do 30. oktobra 2014. V svoji sestavi imamo 307 pripadnikov in smo najmočnejši, najštevilčnejši kontingent Slovenske vojske na operacijah in misijah. Delujemo na 5 lokacijah. Kamp Villaggio Italia v Peči, kamp Film City v Prištini, kamp Novo Selo v Novem Selu, kamp Bond Stil pri Oroševcu in pa kamp Notting Hill v bližini Leposaviča. Na misiji Slovenija deluje skupaj z pripadniki 32 držav in celotni KFOR ima 4762 pripadnikov. Posebnost našega delovanja je bila, oziroma je, da smo sodelovali pri odpravi posledic poplav v Srbiji, kjer je naš kontingent sodeloval z helikopterjem Cougar. In posebnost je tudi, da je naša čete, naše enote so kar precej časa pod poveljstvom drugih bojnih skupin. Trenutno, kaj izvajamo? Smo zagotavljali podporo izvedbi demokratičnih volitev na Kosovu, ki so potekale 8. junija. Trenutno se usposabljamo za namenske naloge, nadzor množic, uporaba helikopterjev in zdaj tukaj trenutno smo 2 dni sodelovali pri obvladovanju možnih nemirov, ki so se odvijali na Mitrovici. Naše čete so bile angažirane na 2 mostovih, Austerlitz pa Cambron, in so uspešno opravili to nalogo, tako da je ta vikend zelo pester. Zbiramo obveščevalne podatke, jih posredujemo, analiziramo in poskušamo pomagati državi Kosovu, da začne živeti, kot je potrebno. V tem tednu pripravljamo vse potrebno za obeležitev Dneva državnosti, kjer bo koncert ansambla Slovenske vojske s pevcem Alfijem Lipičem in pa seveda operativna naloga spremljanje aktivnosti ob Vidovdanu, ki ga predvsem praznujejo kosovski Srbi, in pa Ramadanom, ki se začne 28. junija, ki pa se pretežno nanaša na kosovske Albance muslimanske veroizpovedi. Delamo na pripravi predlogov prihodnjega sodelovanja Slovenske vojske na Kosovu, kjer imamo kar precej podatkov, informacij in lahko pripravljamo zdaj ustrezne predloge za naše naslednje angažiranje. Dan državnosti bomo obeležili s tekom kontingenta in pa krajšo slovesnostjo, glavna prireditev pa bo 28. junija v kampu Villaggio Italia. Vsi pripadniki se dobro počutijo, odlično opravljajo svoje naloge in pa pošiljamo pozdrave v Slovenijo. Hvala. Hvala lepa podpolkovniku in lep pozdrav v Sarajevo, ker je z nami podpolkovnik Vili Šeruga. Podpolkovnik, izvolite. Hvala. Spoštovana gospa predsednica vlade, gospod minister za obrambo, načelnik generalštaba Slovenske vojske in ostali prisotni. Na začetku mi dovolite, da vas pozdravim v imenu vseh pripadnikov slovenskega kontingenta, ki upravlja naloge v Bosni in Hercegovini. Slovenski kontingent Bosni in Hercegovini je nameščen v vojaški basi Butmir v Sarajevu, ki šteje 12 pripadnikov. Od tega so 3 dekleta in 9 fantov. 2 pripadnika opravljata odgovorne dolžnosti v poveljstvu EUFOR-ja, 3 pripadniki pa v NATO-vem poveljstvu v Sarajevu. V skupini za obveščevalno podporo so 3 pripadniki, obveščevalno celico sestavljata 2 pripadnika. Naš nacionalni logistični element, ki podpira delovanje kontingenta, šteje 2 pripadnika.
Slovenska vojska sodeluje v mirovni operaciji v Bosni in Hercegovini že od leta 1997, kar pomeni, da smo tukaj prisotni že 18 let. V operaciji Althea trenutno sodeluje 27 držav, od katerih je 22 članic Evropske unije. Osnovne naloge kontingenta v okviru operacije Althea so spremljanje varnostne in politične situacije v Bosni in Hercegovini ter nudenje strokovne pomoči in mentoriranje pripadnikov oboroženih sil, predvsem na področju inženirstva, pa tudi na ostalih področjih. In zagotavljanje logistične in ostale potrebne podpore slovenski četi primeru napotitve na območje delovanja in pa ostalim pripadnikom slovenske vojske, ki občasno izvajajo naloge v območju delovanja. Pripadniki, ki delujejo v NATO povedi Sarajevo, izvajajo naloge svetovanja vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja. Na območju delovanja se trenutno nahaja tudi pripadnik iz Centra vojaških šol, ki izvaja mentoriranje in usposabljanje pripadnikov oboroženih sil Bosne in Hercegovine v vadbenem centru za mirovne operacije Bosanske vojske. Največji izziv za pripadnike kontingenta, ki so prispeli sem v aprilu, je nedvomno napotitev čete iz sestave 10. pehotnega polka 1. brigade Slovenske vojske. Gre za četo rezervnih regionalnih sil, ki jo bo za potrebe EUFOR-ja zagotavljala Republika Slovenija v času od 1. julija do 31. decembra tega leta. Četa bi se po prvotnih načrtih morala skupaj s četami iz Avstrije in Velike Britanije udeležiti skupne vaje enot 5. brigade oboroženih sil Bosne in Hercegovine in EUFOR-ja. Kot vemo, zaradi katastrofalnih poplav, ki so prizadele Bosno in Hercegovino v sredini maja, je bila načrtovana vaja preklicana. Čete, ki so bile napotene na vajo, pa so bile v času med 7. in 20. junijem angažirane na nalogah odprave posledic naravne nesreče in to na najbolj prizadetih območjih na severovzhodu Bosne in Hercegovine. Slovenska četa je za odlično upravljeno delo prejela številne pohvale, tako strani lokalnih skupnosti, predstavnikov oboroženih sil Bosne in Hercegovine, kot tudi poveljnika EUFOR-ja generalmajorja Dietricha Heydricha. Vojaki so svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom v težkih razmerah tudi tokrat prispevali k dvigu mednarodnega ugleda Slovenske vojske in Slovenije kot države. Še enkrat, kot že tolikokrat doslej se je pokazalo, da so slovenski vojaki zelo cenjeni tako med lokalnim prebivalstvom, kot tudi v večnacionalnem vojaškem okolju. Pripadniki kontingenta smo v času napotitve četi zagotavljali vso potrebno organizacijsko, logistično, obveščevalno in drugo potrebno podporo. V sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije in vojaškim atašejem polkovnikom Murkom Jožetom smo v mestnem času nudili tudi podporo 6. humanitarnim konvojem, ki so pripeljali humanitarno pomoč iz Slovenije. Poleg rednih nalog bomo pripadniki kontingenta tudi v bodoče aktivno vključeni v nudenje potrebne pomoči pri sanaciji stanja na območju delovanja. V območju delovanja oziroma v EUFOR-ju trenutno potekajo priprave na obletnico dogodkov v Srebrenici, sporedno pa že potekajo tudi priprave na jesenske volitve v Bosni in Hercegovini, ki bodo izvedene v mesecu oktobru in predstavljajo določeno varnostno tveganje. Kot poveljnik kontingenta lahko zagotovim, da pripadniki kontingenta opravljajo naloge na svojih dolžnostih profesionalno, vestno in odgovorno. Počutje in vzdušje med pripadniki kontingenta je zelo dobro. Na koncu v svojem imenu in v imenu vseh pripadnikov kontingenta želim vsem v domovini prijetno praznovanje Dneva državnosti. Lepo zdrav v domovino, besedo predajem nazaj v Ljubljano. Hvala lepa v Sarajevo. Hvala podpolkovniku, sedaj pa se preselimo v Libanon, kjer je z nami major Valter Ilenič. Valter Ilenič, beseda je vaša. Hvala za besedo.
Spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, gospa Alenka Bratušek, minister za obrambo, gospod Roman Jakič, načelnik generalštaba, generalmajor Dobro Božič, ostali cenjeni udeleženci konference. Na začetku mi dovolite, da vas pozdravim najprej v svojem imenu ter v imenu vseh pripadnikov slovenskega kontingenta na misiji UNIFIL v Južnem Libanonu. Slovenska vojska zagotavlja svoje pripadnike v okviru misije UNIFIL od decembra 2006. leta. Naš 16. kontingent v operaciji UNIFIL od konca maja 2014 sestavljamo člani poveljstva, kateri smo vključeni v strukturo poveljstva sektorja Zahod, ter izvidniški oddelek s skupino taktičnega operativnega centra in nacionalnega podpornega elementa. Vsega skupaj 14 pripadnikov. Nastanjeni smo v bazi v Šami, kjer se nahaja tudi poveljstvo sektorja Zahod, katerega jedro sestavlja italijanska oklepna brigada Ariete. Izvidniški oddelek opravlja naloge na celotnem območju delovanja sektorja Zahod, kateri se razteza na severu od reke Litani, ter na jugu do razmejitvene črte oziroma modre črte med Libanonom in Izraelom. Sektor v velikosti približno 30x30 km je razdeljen na 5 območij delovanja. Območja delovanja so odgovornosti italijanskega, korejskega, malezijskega, ganskega in združenega finsko-irskega bataljona. Ključne naloge kontingenta obsegajo patruljiranje z vozili in helikopterska izvidovanja, skladno z načrti poveljstva sektorja Zahod. V času upravljanja patrulj in izvidovanj pridobivamo podatke o izvajanju sumljivih del in aktivnostih povezanih s kopanjem ter gradnjami tunelskih in komunikacijskih povezav, sumljivih objektih, antenah, materialno-tehničnih sredstvih ter premikih oseb in vozil. Prav tako pridobivamo podatke o prisotnosti libanonskih varnostnih sil ter vojaških oseb, ki niso iz njihove sestave, pa se nahajajo na območju delovanja. Pomembno je tudi spremljanje vzdolž modre črte, ki obsega prisotnost civilnih oseb z lovskim orožjem, lastnikov zemljišč, pastirjev, kmetov, ki kršijo modro črto. Poleg že navedenega po celotnem območju spremljamo prisotnost propagandnega materiala, vključno z zastavami in plakati, prisotnost cestnih zapor, ki nam onemogočajo svobodo gibanja, ter prisotnost sirijskih in palestinskih beguncev na območju delovanja. Predvsem v zadnjem času je zopet povečan dotok sirskih beguncev tudi na območje Južnega Libanona, katero se tudi nahaja naše območje delovanja. Izredno pomembno pri našem delu je tudi spremljanje splošnega odnosa prebivalstva do UNIFIL-ovih sil, predvsem pa gradnja odnosa do njih. Z izvajanjem vseh omenjenih nalog sledimo cilju mandata Organizacije združenih narodov, ter s tem pripomoremo k preprečevanju ponovnih sovražnosti in ustvarjanju pogojev za vzpostavitev trajnega miru na območju Južnega Libanona. Tudi pripadniki Slovenske vojske v operaciji UNIFIL bomo obeležili Dan državnosti Republike Slovenije s slovesnostjo, na katero smo povabili tudi pomembnejše predstavnike tujih oboroženih sil. Ena pomembnejših nalog v prihodnjem obdobju pa je usmerjena v priprave za izvajanje nalog v obdobju praznovanja Ramadana, v času katerega moramo biti vsi pripadniki sil UNIFIL še prav posebej pozorni na spoštovanje njihove kulture in njihovih običajev. Za konec naj povem, da se vsi pripadniki 16. kontingenta dobro počutimo, smo zdravi, opravljamo vse naloge profesionalno, hkrati pa pošiljamo vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, tako doma kot v tujini, čestitke ob dnevu državnosti. Predajam besedo, hvala. Hvala, major, in še se selimo v Mons, kjer je z nami polkovnik Peter Zakrajšek, namestnik poveljnika MSSVT-ja. Pero, prosim, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani predsednica, minister, načelnik, ostali kolegi v Perjevi dvorani in pa seveda kolegi na misijah. Zdaj bom v kratkih besedah poskušal predstaviti mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini, ker mi kratico enostavno rečemo MSSVT, ki zajema predstavništva in predstavnike na sedežu NATO in Evropske unije, predstavništva na operativnem poveljstvu tukaj v Monsu,
poveljstvo za transformacijo v Norfolku, ter naše predstavnike, ki delujejo v poveljniški strukturi NATO in pa v strukturi sil, ter v mednarodnem vojaškem štabu v Bruslu in ostalih inštitucijah, ki so povezane z mednarodno varnostjo. MSVT vodi naš stalni vojaški predstavnik, general-major Alan Geder, ki je danes žal neodložljivo odsoten zaradi dela v vojaških odborih, tako da ga predstavlja moja malenkost. Ta struktura ne zajema pripadnikov, ki so se oglasili z misije, tukaj pogrešam še naš nemajhen prispevek v Afganistanu in pa Maliju, ampak te so v bistvu trenutno pod poveljstvom mojega predhodnika tukaj, brigadirja Obreze, ki je z vami. Ampak smo v bistvu tukaj pod general-majorjem Gederom predstavniki v telesih, ki sem jih omenil. Ključna vloga vojaškega predstavnika oziroma njegovo poslanstvo in naloge so obsežnejše kot zgolj izjavo o poslanstvu, tega mogo malo prebrati. In sicer on sodeluje v vojaških odborih tako NATO kot Evropske unije, kot stalni predstavnik načelnika, in tam sodeluje pri oblikovanju tako vojaških nasvetov za politične svete teh organizacij in pa za oblikovanje usmeritev teh odborov podrejenim telesom tako v Evropski uniji kot v NATO. Obenem je tudi zadolžen za strateško komuniciranje in protokole ob obiskih visokih predstavnikov iz teh teles v Sloveniji in obratno visokih predstavnikov slovenske politike v telesih tukaj. Seveda se naloge ne izvaja samo v vojaškem odboru, ampak tudi v vseh delovnih telesih v obliki delovnih skupin, komisij, kjer se v bistvu zastopajo interesi naše države in slovenske vojske. Del nalog se tudi izvaja na strateških poveljstvih tukaj v Monsu in pa prekluže v Norfolku. V stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri NATO smo zastopani skupaj z predstavniki tudi Ministrstva za obrambo in pa Ministrstva za zunanje zadeve, kjer je v bistvu usklajeno stališče na vseh ravneh zelo pomembna pri zastopanju naših nacionalnih interesov. Ključne vsebine, s katerimi se soočamo trenutno v NATO, so predvsem vezane na krizo v Ukrajini, Siriji, Iraku, nadaljevanje procesa delovanja v Afganistanu z misijo Resolute Support po ISAF-u, ter po drugi strani s celovito transformacijo zavezništva, njegove poveljniške strukture, strukture sil, razvoja zmogljivosti, zagotavljanja interoperabilnosti tako nas zaveznikov kot partnerjev, ki jih vključujemo pri tem, in pa trenutni fokus priprav je na vrh, ki bo septembra v Veliki Britaniji. Na strani Evropske unije v bistvu so predvsem napori usmerjeni v situacijo v Bosni in Hercegovini, kjer so že predstavili operacijo Altea. Potem tudi na zagotavljanje oziroma pomoč pri zagotavljanju varnosti na Afriškem rogu, tako na morju z operacijo Atlanta, kot Somaliji in pa Maliju.
Na podoben trend kaže tudi operacija v Centralnoafriški republiki. Jaz imam tukaj sicer še pripravljen več, vendar bi raje prepustil kakšne podrobne obrazložitve razprave in vprašanjem kasneje. Hvala za pozornost, vsem vesel praznik in živela Slovenija. Polkovnik, hvala za temeljito poročanje. Vsem poročevalcem še enkrat hvala za poročila in lepe želje v domovino. Predsednica, gospa magistrica Alenka Bratušek, predajam vam besedo, vodje kontingentov pa prosim, da spremljajo temeljito predsedničina napotila in morebitna vprašanja, na katera bomo odgovorili po zaključku nagovora gospe predsednice. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovane pripadnice in pripadniki kontingentov Slovenske vojske. Najprej lep pozdrav na vse 4 lokacije, s katerih se danes javljate, še posebej v Libanon, kjer smo bili nazadnje ob videokonferenci z vzpostavljanjem povezave nekoliko manj uspešni, kot smo danes. Tako da še posebej lep pozdrav v Libanon. Vedno sem vesela, ko se mi ponudi priložnost, da se lahko osebno srečam z vami, pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske in seveda še posebno s tistimi, ki opravljate odgovorno in zahtevno delo v tujini na operacijah in misijah. Danes sicer ni osebno, je preko videokonference, ampak zato bom rekla nič manj pomembno. Vaše poslanstvo sem pobliže spoznala ob priložnostih, ko sem se lahko z vami neposredno srečala in lahko vam povem, da mi je še en obisk še posebej ostal v spominu. To je bil obisk slovenskega kontingenta v vojaško-humanitarni operaciji Naše morje na Siciliji. Prvič zato, ker sem lahko slišala same pohvale o vašem delu, oziroma o delu slovenskih vojakinj in vojakov. In drugič zato, ker smo ravno med tistim obiskom dobili obvestilo oziroma smo izvedeli za nek neljub dogodek, to je, da je na eni drugi lokaciji bil naš pripadnik poškodovan. Na srečo se je tudi takrat vse srečno izteklo. Lahko rečem, da je skrb za varnost na misijah ena prvih in najbolj pomembnih stvari zame kot predsednico vlade, za ministra, za načelnika in prav gotovo tudi za našo celotno vlado. Zato še posebej pozorno spremljamo vsa poročila, ki se nanašajo na varnost pripadnikov in pripadnic slovenskih kontingentov. Rada bi vam povedala, čeprav to dobro veste, da upravljate odgovorno delo v imenu Republike Slovenije in tega se zavedajo tudi državljanke in državljani, kar se nenazadnje kaže tudi v zelo visoki stopnji ugleda, ki ga ima Slovenska vojska, tako doma kot v tujini. In lahko rečem, da sem do zdaj o vašem delu od svojih sogovornikov v tujini slišala samo pohvalne besede in še posebno me veseli tudi to, da vas, kjerkoli ste, lokalno prebivalstvo, lokalni prebivalci lepo sprejmejo. In tukaj bi želela izpostaviti še posebno zahvalo, ker sem bila prejšnji teden v Bosni in Hercegovini in v Srbiji, kjer so nam res, bom jaz rekla, kar neskončno hvaležni za to, kar ste naredili in pomagali v tej veliki naravni katastrofi in povejo, da brez vas bi bila situacija tam bistveno slabša in veliko več ljudi bi lahko izgubilo svoje življenje. Tako da iskrena hvala v mojem in velika zahvala preko mene tudi v njihovem imenu. Slovenske pripadnice in pripadniki naših kontingentov ste pomemben del naših zunanje političnih interesov in velikokrat pomagate utirati varne poti našemu gospodarstvu na območjih, kjer se nahajate.
Ob tej priložnosti se vam zato seveda želim v imenu Vlade Republike Slovenije zahvaliti za vaš prispevek k mednarodnemu miru in varnosti ter vsekakor za vaš prispevek k ugledu naše države v mednarodni skupnosti. In seveda hvala tudi vašim družinam, ki vas podpirajo pri vašem zahtevnem poslanstvu. Čestitke ob jutrišnjem dnevu državnosti, preživite ga lepo, predvsem pa v miru in tudi mi bomo iz Slovenije v mislih z vami. In hvala za vse, kar delate za našo državo. Hvala lepa, gospe predsednici. Verjamem, da je spremljala naše delo toliko intenzivno, da dodatnih vprašanj ni imela. Mogoče eno posebno, glede na to, kar sem že na začetku omenila v povezavi z Libanonom, mogoče malo bolj podrobno, kakšna je trenutna stopnja varnosti v Libanonu oziroma na tistem območju. Major Valter Ilenič, ste razumeli vprašanje gospe predsednice? Hvala, sem razumel. Glede kratke ocene trenutne varnostne situacije v območju, veliko večjih razlik od predhodnega obdobja, od zadnjih javno prejšnjih kontingentov na tem območju trenutno ni. Lahko ugotavljamo, da je kar zelo povečan dotok, kar sem že omenil, beguncev iz Sirije. Se pa zelo pozna predvsem v območju, ki pa izven območja našega delovanja, se pravi v severnem okrog Bejruta in v dolini Beke, ter tistih glavnih mestih, kjer je veliko težav, da je v zadnjem obdobju libanonska vojska začela izvajati varnostni načrt. Ta varnostni načrt je razdeljen bil na 3 faze, zdaj so nekje začenjajo z zadnjo fazo, kjer se nanaša predvsem na okolico Bejruta. Glede na vsa poročila, ki jih dobivamo, lahko potrdim, da se je varnostna situacija v širšem območju Libanona, ne neposredno v našem območju delovanja, zaradi tega precej izboljšala. Se pa dogaja, da so se določene skupine zdaj umaknile v območje Mount Lebanon, se pravi v gorski del, kjer pa nimajo več njihove sile tako močnega možnosti izboljšanja stanja. Glede splošne situacije v celem Libanonu, predvsem zdaj v času pred začetkom praznovanja Ramadana, imajo kar nekaj indicev, da se pač lahko pričakuje določene težave, ki pa več ali manj ne vplivajo na naše direktno območje delovanja. Tako da lahko zatrdim, da vse stvari, ki se odvijajo v širši regiji, trenutno ne spreminjajo zelo stanja na območju delovanja slovenskega kontingenta. Hvala za besedo, predajam besedo. Hvala za dodatna pojasnila. Gospa predsednica, bi še kaj želela? Hvala. Minister bo imel še eno vprašanje. Minister, izvolite. Glede na to, da je, moram reči, izraziti še enkrat zahvalo, pohvaliti KFOR Kosovo pri teh poplavah. V resnici smo tudi na Ministrstvu za obrambo dobivali zelo veliko pohval na ta račun, ampak kljub vsemu tudi včeraj je prišlo, ali pa v teh dneh imamo določene nemire na Kosovu, sami ste jih omenili. Me zanima pa, glede na to, da smo v Libanon spraševali, kakšna je stopnja varnosti, me seveda o tej stopnji varnosti zanima tudi na Kosovo in taka groba ocena, ali gre za nek incident ali pa za neko poslabšanje odnosov, ki so bile sicer na nek način sanirane z podpisom sporazuma in seveda za nadgradnjo sporazuma med Prištino in pa Beogradom. Podpolkovnik Rode, ste verjetno razumeli vprašanje? Ja, razumel sem vprašanje, hvala za vprašanje. Ja, se pravi, na politični ravni je ta bruselski sporazum med srbsko in pa kosovsko stranjo nastavil pogoje za večjo normalizacijo odnosov, pa za stabilno in pa varno okolje. Vendar
so tukaj bile te parlamentarne volitve, kjer vlada še ni oblikovana in seveda to vse vpliva na nestabilno situacijo. Istočasno je tudi, srbska stran odstranila barikade na mostu in pa takoj naslednji dan postavila cvetlična korita. Se pravi, tukaj gre bolj za te male osamljene incidente, kjer obe strani želita ukrepiti svoje pozicije kosovska stran pri oblikovanju določene vlade, srbska stran pa da dobi kakšne koncesije v nadaljnih pogovorih pa pri implementaciji tega sporazuma, kjer se vsi detajli še niso določeni. To se je odrazilo tako, da so bile demonstracije za več kot 2000 udeleženci v bližini mostu. Pokazalo se je, da kosovske institucije obvladujejo situacijo, se pravi, intervencija KFOR-ja naših sil ni bila potrebna, so uspešno nemir obvladovali, ampak da bi pa zdaj vzel v prihodnje, ko se bliža Vidovdan, ko se bliža začetek Ramadana, da bi bila naša angažiranost se začela, ni možno izključiti. A pa globalno poslabšanje razmer, pa zaradi trenda, se pravi želje Srbije in tako isto tudi Kosova, to vključiti v evropske integracije, ni za pričakovati. Tako da ocena je, da je bil to bolj tak manjši osamljen incident in da se globalno razmere varnostne ne bodo poslabšale. Hvala, predam besedo v Ljubljano. Hvala lepa. Hvala za odgovor. Torej, s tem smo ta del zaključili in v zaključnem nagovoru še vabim načelnika generalštaba, da pozdravi naše vojake. Hvala lepa, Simon. Gospod predsednica, gospod minister, prej, ko je Simon omenil, da ne podrobno poslušajo predsednico, sem videl, da se nič ni spremenilo na njihovih pogledih in so si sigurno pomislili, da je to tako kot doma. Edino, da na koncu ne rečejo da, draga, ampak rečejo da, gospa. Tako da je bilo zelo enostavno, verjetno. In sej za delček so se vrnili nazaj v domače okolje. Jaz vsako leto jim čestitam in mislim, da dosežemo maksimum, pa nas vedno presenetijo in dosežejo še več. Jaz mislim, da je to samo razlog naše iznajdljivosti, odrekanju in hotenju, res hotenju in da grejo dol na upravljanje nalog z srcem in ne samo zato, da grejo dol in upravljanje naloge in pridejo nazaj. In da grejo res svojo srčnostjo in res željo, da naredijo nekaj boljšega. Fanti in dekleta, jaz vam za to zahvaljujem. Res sem ponosen na vas in jaz mislim, da je lahko cela Slovenija ponosna na vas. Sigurno utrjujete ugled Slovenske vojske, verjamem pa tudi delček Slovenije v mednarodnem okolju in tako upravljate naloge naprej, predvsem pa tudi pazite na svojo varnost, tako kot je danes tudi gospa predsednica poudarila. Dobro preživite praznične dni in vsi se živi in zdravi vrnite domov in srečno. Hvala lepa, načelnik. Hvala lepa vsem sodelujočim, hvala operaterjem za današnjo trdno zvezo. Predsednica vlade, hvala lepa, da ste bili z nami, hvala za spodbudne besede in lepe misli, ki jih ob našem skupnem prazniku vsi vojaki tudi vračamo. Hvala. Hvala, z veseljem.